šoli v Mariboru. Slišali ste že skozi celo oddajo, 13. in 14. februar so tisti informativni dnevi, kjer si bodo lahko vaši bodoči srednješolci torej izbirali, nabirali izkušnje in potem ugibali, na katero šolo se bodo vpisali. V svoji družbi lepo pozdravljam gospod Matejo Turk, in sicer ravnateljico Srednje prometne šole in dijaškega doma. Sem se že zapletla. Ja, hvala lepa. Kako je na vaši šoli? Katere so tiste stvari, ki jih lahko tukaj sedaj izpostavimo? Zakaj je dobro biti vaš dijak? Ja, jaz bom tako kot prava ravnateljica povedala, da je dobro biti naš dijak, zaradi tega, ker smo najboljša šola. Odlično. In ker izobražujemo dva strokovna programa, torej 4-letna srednje strokovno izobraževanje, in to je program logistični tehnik in pa program tehnik varovanja. Poleg tega pa, če ste oddaleč, imate možnost še bivati v naši šoli, ker je del naše šole tudi dijaški dom. Če se vrneva k programom, kakšni so pogoji vpisa? Pogoji vpisa so to, da se odločite in vas zanima logistika ali pa varovanje, s tem pa končana osnovna šola, ni nobenih omejitev pri vpisu, pa moram tudi izpostaviti, da dijaki, ki se vpisujejo, oziroma osnovnošolci, ki se vpisujejo, jih velikokrat skrbi tuj jezik, matematika, kemija, jih naj potolažim, da to ni noben bav in da dijaki se torej vsega lahko naučijo. Seveda. Samo vse se je treba za zvezke. Drži, Diana? Drži. Diana, torej dijakinja 4. letnika, katere smeri sva rekla? Programa tehnik varovanja. Kaj lahko poveva o teh 4 letih? Je bila odločitev za šolanje pravilna? So kakšne posebnosti, ki jih lahko izpostavite, da lahko rečemo, da je bilo šolanje ta pravo super, da ste se poleg vseh tistih šolskih obveznosti imeli tudi drugače dobro? Ja, šola je res super. Recimo, bila sem tudi v Rusiji v sklopu te šole, oziroma tega programa v Moskvi, tako da sem si tudi dosti pogledala in to me je v bistvu ta šola pripeljala do tega. Res pa je, da sem bila prepisana na eno drugo šolo, ampak mi niti malo ni žal, da sem se zadnji teden prepisala na prometno šolo, ker v bistvu v teh 4 letih je, ne vem, dosti lepih trenutkov bilo, dosti smo se, ne vem, družili tudi s profesorji, recimo, dosti smo hodili na različna potovanja, to je Sedaj vas čaka zaključek, torej matura. Ja. Pravilno? In kam potem naprej? Potem dalje v bistvu po stroki, torej policija, res sicer v tujino, ampak v bistvu po teh 4 letih imam pa tudi neki poklic, to, kar mi je pa najbolj všeč. Je srednja prometna šola ena tistih šol, ki je dandanes perspektivna za mlade? Ja, moram reči, da mi smo zrasli pravzaprav iz železniške srednje šole čez številne spremembe in zdaj pokrivamo področje logistike. Mi vemo, da je področje logistike eno izmed najhitreje rastočih v Evropi, tako da moram reči, da nekaj časa je bila stagnacija, češ kaj boš pa na logistiki, da je pa zdaj interes te velike firme, ki imajo logistična središča, ki imajo torej velike, zdaj ne vem, lahko izpostavim, trgovine, kjer imajo distribucijske centre, skladišča, to je vse področje, kjer se naši dijaki lahko zaposlijo. Po drugi strani pa, če spremljamo svetovno situacijo, varnost in varovanje je tudi zmeraj vedno večjem ospredju, tako da tehniki varovanja, tako kot je Diana povedala, oni že imajo poklic, torej se lahko zaposlijo direktno, veliko jih pa potem nadaljuje šolanje ali na fakulteti ali na višji šoli naprej. Je pa iskana, ker tudi v okviru vseh teh obeh programov je praktično usposabljanje pri delodajalcih in naši dijaki se več ali manj tisti, ki nima namena študirati, že v teku prakse dogovorijo za službo. Pa moram mogoče izpostaviti, najraje imajo prakso tehniki varovanja v času lenta, zaradi tega, ker pravijo, da je to prilika, da si cel čas na lentu in da starši ne težijo in si lahko torej v centru dogajanja. Poleg tega pa se zelo trudimo kot šola pri mednarodni izmenjavi, zdaj se nam je vrnilo tudi cel kup dijakov domov iz Finske, kjer niso šli na turistični ogled, ampak so 3 tedne delali na podjetjih. To je nekaj takšnega, kot je Diana omenila Rusija. Ja. Pri tehniku varovanja ta Rusija bila pa predvsem v ospredju samoobramba, ki je predmet, torej varnostniki oziroma tehniki varovanja morajo to obvladati. Diana odlično obrača tudi bistveno večje fante od nje in so tam trenirali torej resnično
jaz se včasih pohecam, pa pravim, no, čakam nekoga, ki bo telesni stražar enega svetovnega voditelja ali pa filmskega igralca. In bo prišel in bo rekel, to je pa bila moja ravnateljica. Ja, točno tako. Odlično. Torej, sedaj smo se že nekako dotaknili tega, da šola, razen tistega programa, ki ga seveda po učnem načrtu mora izpeljati, ponuja tudi različne projekte. Tako je. Jaz sem mišljenja, da šola ni šola, tabla, kreda in pa učenje, da dijaki morajo v 4 letih se spomniti na šolo kot na kraj, kjer se je nekaj dogajalo. Da nismo omejeni samo na šolske prostore, mi smo ena izmed, ne vem, mogoče redkejših šol, ker smo ena mala državica. Namreč pri nas dijaki bivajo v dijaškem domu in ker so otroci pri nas torej od ponedeljka do petka, pomeni, da jim moramo ponuditi še nekaj več kot samo vzgojitelje, ki se bojo z njimi učili. Zato imamo strelišče, mi smo izkoristili in smo v zaklonišču napravili 2-stezno strelišče, imamo fitness, imamo sauno, imamo ping-pong dvoran, torej sobo, torej cel kup športnih aktivnosti, s katerimi lahko popoldne aktivno preživijo prosti čas. Poleg tega pa dosti delamo na stroki, torej da dijaki obiščajo podjetja, da vidijo, kaj to v realnem življenju pomeni, ne da bi se samo učili. Diana, vi ste zdaj pravi naslov za to, da dejansko iz svojega stališča poveste vsem tistim, ki razmišljajo, zakaj se vpisati na prometno šolo. Kaj je bilo v teh 4 letih resnično posebnega ali pa kaj je šola dala, da lahko rečete danes, ni mi žal, da sem bila tukaj? Ja, res je, recimo vsem, ki si res želijo recimo iti v ta poklic tudi v tehnik varovanja, tako isto kot v program logistični tehnik. Jaz mislim, da ta šola je zanimiva, dosti je praktičnega dela. V bistvu tudi v času pouka hodimo v različne učilnice, kjer imamo pripravljene različne vaje, torej z kamerami, z alarmi. Tudi logisti imajo, res je, da imajo logisti malo manj prakse kot mi. Imamo pa tudi recimo v 4. in 3. letniku po mesec prakse in smo v bistvu 2 meseca lahko tudi doma, če smo prakso recimo odpravili tako kot jaz v Rusiji. Teda, dosti je tega, da imamo praktičnega usposabljanja, to meni je bilo najbolj všeč. Res pa je, da imamo tudi recimo profesorje, ki so dokaj solidarni do nas in to je v bistvu glavno. Skratka, ni vam žal. Ne, niti malo. To je lepo slišati, ne? Ja, to je zelo lepo slišati. Midve se samo preden se posloviva dotakniva še dijaškega doma in sicer zanima me, koliko je tu lastnega finančnega vložka oziroma subvencije države? Ja, dijaški dom, mi pravzaprav omogočamo nameščanje in študentov in dijakov. Dijaški dom je za vso Slovenijo cena enaka, to je, če so dijaki z vsemi 3 obroki od ponedeljka do petka, je to okoli 208 € na mesec. Je pa prednost, tako da jaz pravim staršem, vpišite 14-letnika k nam, naj biva v dijaškem domu, ima učno pomoč, šola ima učbeniški sklad, vzgojitelji so različnih profilov, tako da nudijo pomoč matematike, jezika in podobno. Od ponedeljka do petka ste sigurni, da je otrok na varnem. Zjutraj dijaki vstanejo, grejo v copatih v jedilnico in potem v copatih naprej v šolo. Po pouku lahko grejo torej na športne aktivnosti, na, ne vem, imamo harmonikaše, šahiste, ansambel in podobno, torej se lahko z marsičem ukvarjajo. In potem, ko bo vaš otrok torej končal srednjo šolo, se bo sam preselil z enega objekta v drugega, še zmeraj v copatih. Študentski del bo napravil višjo šolo in vam vrnemo pri 20 letih inženirja logistike ali pa varstva in okolja, ali pa ne vem, torej izobraženega človeka, vi boste pa prihranili na čevljih, na bundah, torej na obleki. In vam bomo vrnili torej odraslega, odgovornega in samozavestnega mladega človeka. Odlično, lepo, tako povedano, da skoraj nimam več kaj dodati. Lepa hvala, da ste prišle. Vse dobro seveda na izobraževalni poti naprej, tako vam Diana, kot tudi vam seveda sposobljenemu strokovnemu kadru. Tako da vse dobro v srednji prometni šoli in se vidimo v kakšnem trenutku prihodnje. Hvala lepa vam. Tole je bila torej še ena oddaja Report, danes nekako izobraževalno usmerjena, kar nekaj srednjih šol smo predstavili. Jaz upam, da ste se našli